V bistvu me zanima, kako, lahko zaradi mene tudi vsi štirje, vidite to zgodbo Ane Politkovske, če jo zrcalimo v slovenskem prostoru. Recimo, obstaja kakšna Ana Politkovska, pa mogoče ne vemo za njo. Se vam zdi, da vsaj delček take zgodbe mogoče obstaja v Sloveniji? Glede na to, da vemo, da se tudi, ne vem, izvajajo kakšni pritiski na kakšne novinarje, pa mogoče javnost tega ne ve. Vidva ste recimo oba novinarja, pa imate verjetno zelo veliko izkušenj in tudi kontaktov s kolegi. Neposredno jaz bi rekel nekaj takšnega primera, nekega takšnega potencijala, kot je Ana Politkovska v rekel, teh naših koordinatah, ne vidim. Absolutno pa vem, berem, vidim, slišim, imamo izvrstne novinarje. Na nek način seveda nimamo teh kričečih situacij, ker gre elementarno za streženje po življenju. Sem pač nek manjši sistem, neka manjša dežela, ampak vendarle jaz mislim, da bi lahko to vrstno pisanje, to vrsten, rečemo temu, preiskovalni žurnalizem, da ga je zaslediti pri nas tudi, ampak jaz nekaj bom pa zelo odkrito povedal. Vseh teh zadevah, pa se izogibam vsakršnikoli tem interpretacijam predvolilnih spopadov, mene ta, bom rekel, politizacija tega ne zanima. Ampak jaz sem bil globoko pretresen, ko sem bral Ano Politkovsko in sem imel nekako res tist slab občutek do nas kot ceha, kot tazga, razcepljenega ali kakršnega koli. Mislim, na to pokončnostjo, na to, mislim, števši s seboj, to govorim povsem samokritično, da smo najprej sebe, ampak vendarle en takšen potencial, en takšen svetav primer boja, ne glede na posledice, ne glede na ceno, ki jo utegneš plačati za piko, vejico, stavek, besedo, oznako. Jaz česa podobnega moram reči, nisem doživel v tem svojem poskušanju odgovoriti na aktualna vprašanja, živeti pač na tem svetu, kot sem to spoznal pri Ani Politkovski in podoživljal. Moram reči, da tudi gre za to, da si zaprepaščen nekako grobo prisiljen ob steno, ko se soočiš z desno, da je to mogoče. Drugič pa, da se noč za nočjo ukvarjaš, teden za tednom, da poskušaš pač najti neko pravo formo, da poskušaš to prevesti, pač, da bo to nekako prezentno bralki, slovenski bralki, bralci. To v bistvu, jaz moram reči, ja, neka, deliš potem to eno depresijo, ki jo je prav gotovo preživljala na svoji koži tudi Ana Politkovska. Ampak ona šla zavestno v to, da bo govorila, da ne bo tiho. In mislim, da to je edina prava pot, da nismo tiho, da govorimo, da poskušamo razumeti, kaj se dogaja, da poskušamo razumeti drug drugega, da prisluhnemo, jaz sem pač pravnik, bom rekel, argumentom ad contrario, da poskušamo razumeti in dati možnost, da se slišijo drugi argumenti. Ljudje niso neumni, ljudje si sami ustvarjajo sodbe, ampak naša dolžnost predvsem je opozarjati na dejstva. Če so še tako neizprostna, soočati ta dejstva, izbrskati ta dejstva in to bi rekel, ne glede na posledice, to bi nekako si želel tudi samega v tem svojem osebnem primeru, pač ne glede na posledice. To podpisovanje peticij, to je ništac proti temu, kar je pač naredila. Ampak zaradi tega dejanja smo bili na nek način v nekem precepu obsojeni, tako ali drugače. Pa to je ena elementarna človekova pravica. Rosa Luxemburg je rekla, svoboda je pravica misliti drugače. In to moramo dopuščati drug drugemu. In ne se obtoževati, ne se obsojati zaradi nekih teh manifestacij, nekega stanja lastnega duha. Ignacio Silone je rekel, da ni svobode, če ne moreš ne kaznovati, reči ne vsakomur. Ana je to počela, mislim, da je v svetu malo takih novinarjev. In kljub grožnjam, aretacijam, zastrupitvam, ko je potovala v Beslanje, ona ustrajala v tem svojem boju za resnico do konca. Mislim, to je njena glavna odlika. Ostala za večno v zgodovini novinarstva.